Živi naši narodi, ki krepeni dočakat dan, tako ver sonce hodi, prepiri sveta popregnan. Darojak, prosbo vsak, nevrak, le sosed pomejak. Darojak, prost bo vsak, nevrak, le sosed bo. Nevrak, le sosed bo mejak. Dober večer, Žirovnica. Spoštovane občanke, cenjeni občani, še zlasti nagrajenke, nagrajenci, gospod župan, podžupan, občinski svetniki, župani in predstavniki sosednjih občin, spoštovani gostje, spoštovani vsi. Dobrodošli. V vaseh pod Stonom so tekle zibelke velikih mojstrov peresa, zibelka Antona Janše, čebelarja svetovnega slovesa. Ves svet slavi kranjsko sivko in od letos 20. maj, svetovni dan čebel. Sinoči na predvečer občinskega praznika ste občanke in občani prejeli darilo, ki je pelo in zvenelo pojočo voščilnico ob 20-letnici samostojne občine. Po odzivu sodeč je bilo to darilo, ki bo kašarjem še dolgo pozvanjalo v ušesih in spominu. Na praznični večer 3. decembra, na obletnico rojstva velikega Prešerna, pa uvodoma namenimo aplavz vašemu staremu novemu županu, gospodu Leopoldu Pogačarju. In ga tako napotimo na oder, odkudar bodo zvenele njegove slavnostne besede ob praznovanju 20-letnice samostojne občine Žirovnica. Gospod župan Leopold Pogačar, prosim. Dober večer, spoštovane gostje, župan Radovljice gospod Globočnik, novo izvoljeni župan Jesenic gospod Račič, podžupanja Gori gospa Mandalc, državni svetnik gospod Unučac, podžupan gospod Zupan, aktualni in bodoči občinski svetnici in svetnike ter odborniki, ravnateljica gospa Melihan, direktor Zavoda za turizem in kulturo gospod Koman, častni občani, občinski nagrajenci, predstavniki Slovenske vojske in policije, častni občani, direktor podjetja Eko, gasilci, nastopajoči, predvsem pa ve, drage občanke in občani, prav lep dober večer vam želim in dobrodošli v dvorani pod Stolom. Poseben dan je danes za vse nas, kajti občina Žirovnica praznuje 20 let obstoja, 20 let zgodbe o uspehu in 20 let, odkar sami odločamo o svoji usodi, razvoju in priložnostih. Verjamem, da smo ponosni in da slavljenki, torej občini Žirovnica, kličemo še na mnoga leta. Glede na to, da smo imeli pred kratkim lokalne volitve, ne morem mimo tega, da se ne bi v svojem imenu in imenu neodvisne liste za Žirovnico zahvalil vsem, ki ste nam prepričljivo zaupali vodenje občine še naslednja 4 leta. Takšna podpora seveda godi, je pa tudi velika obveza za resno delo in izpolnitev volilnega programa in obljub. Kljub vsemu pa, ne glede na politično opredelitev, ne glede na to, komu ste zaupali glas na volitvah, obljubljam, da bom župan vseh vsa 4 leta. Moja vrata in vrata občine so odprta vsem. Odprti smo tudi za predloge, pobude in konstruktivno kritiko. Tistim, ki pa kritizirajo vse, vsakogar, kar povprek, pa žal ne morem pomagati. Vse izvoljene predstavnike v občinskem svetu pozivam k sodelovanju in ponujam dialog ter poštene odločitve, čeravno se ne bomo vedno strinjali z vsem, vendar tako je v življenju nasploh in tudi v politiki. In to nas dela boljše, zrelejše in odgovornejše. Zahvala pa gre tudi moji družini in prijateljem. Danes, kot rečeno, je poseben dan, ko praznujemo in ko se spomnimo tistih, ki so v zadnjem obdobju izstopali, predvsem za nas, našo občino. Za tiste, ki žrtvujejo svoj čas,
znanje in sanje. Zato, da se imamo lepo, da napredujemo in da je Žirovnica znana ne samo doma, ampak tudi po svetu. Vsem dobitnikom občinskih priznanj iskreno čestitam že vnaprej in se zahvaljujem za vaš prispevek. Je pa današnji dan tudi priložnost, ko se ozremo v preteklo leto in tudi v prihodnost. V zadnjem letu je bil storjen korak naprej pri urejanju infrastrukture, kot je kanalizacija, vodovod in pločnik na Bregu, obnova Janševega čebelnjaka, izgradnja mostička na Rodinah, ureditev vaškega jedra na Rodinah, pričetek urejanja perišča v Smokuču, asfaltiranje ceste v završnici v smeri Zelenice do stanovanjskih hiš, priprava projekta premika ceste v završnici v smeri Valvazorjevega doma, opremljanje rekreacijskega parka v završnici, izvedba poletnih delavnic za otroke, povečanje sredstev za šport mladih, za Karitas, dokončanje drugih sprememb občinskega prostorskega načrta in seveda, ki ga bomo sprejemali v začetku naslednjega leta in bo omogočil izvedbo marsikaterega projekta. Skorajšnje dokončanje podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Vrba. Opravljena je bila prostorska presoja vrtca, izvedena največja prireditev v zgodovini občine, na kateri je bilo preko 5000 obiskovalcev in sicer gre za prvo obeležitev Svetovnega dne čebel v Žirovnici. Še danes dobivamo pohvale za izvedbo in organizacijo in še danes sem hvaležen vsem posameznikom in društvom za sodelovanje in pomoč. Brez vas ne bi šlo. Imenovana je bila tudi delovna skupina za pripravo izhodišč za gradnjo doma starostnikov v Žirovnici in naročena projektna naloga v sodelovanju s Fakulteto za socialo in za gradbeništvo. In še marsikaj bi se našlo. Seveda pa se ne zaustavljamo. V naslednjem letu končno pričnemo z državo urejati cesto in ostalo infrastrukturo od Breznice do Zabreznice. Pripravljamo projekte za dogradnjo vrtca, obvoznice Vrbe, gradnjo parkirišča na Rodinah in avtobusnega postajališča v Doslovčah za potrebe poti kulturne dediščine, otroškega igrišča v Smokuču, pripravili bomo nov razvojni program občine v sodelovanju z vaškimi odbori, gospodarstvom, društvom in zainteresirano javnostjo. Poleti bomo pričeli s postopkom participativnega proračuna, da boste o delu sredstev v proračunu neposredno lahko odločali vi, občani. Spodbujali bomo delovanje društev na področju kmetijstva, subvencionirali bomo kmetijsko dejavnost, sobodajalstvo, šport in kulturo. Ustanovili bomo delovno skupino za potrebe novih prostorov za gasilce, dokončali bomo legalizacijo skakalnic v Glenci in nadaljevali z razvojem rekreativnega parka Završnica. V teh dneh boste vsa gospodinjstva v občini prejeli fotozbornik, ki prikazuje razvoj in življenje Žirovnice v zadnjih 20 letih. Kot darilo za naš praznik. Skratka, čaka nas veliko dela v naslednjih 4 letih in veselimo se tega. Rad bi se v tej priložnosti zahvalil podžupanu Sebastjanu Zupanu, vsem občinskim svetnicam in svetnikom ter članom odborov, vaških odborov ter občinski upravi za sodelovanje in pomoč v tem iztekajočem se letu. Naj bo današnji večer priložnost za slavje, veselje, klepet in prijetno druženje ter seveda uvod v čarobni december. Spoštovane in spoštovani, želim vam Prešerne dni, ki prihajajo, da bi bili Prešerne volje in Prešernega duha. Čisto za konec pa sem si dovolil nekoliko spremeniti besede našega največjega pesnika, čigar rojstni dan smo izbrali za občinski praznik. Da bi bila Žirovnica vaša vas domača, da vas nikoli ne bila speljala bi golfiva kača, da bil bi mir in ne vihar vaša igrača, da bi srce vam sladko bilo le v dobri veri in bi mirno plavala vam vaša barka in da bi bil vaš sosed še naprej Svet Marka. Čestitke, Žirovnica. Prijatelji, odredile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki je dobil vse skrbi,
v potrtih prsih budi. Komu napred veselo zdravnico Bratovčevo zapeti? Bog naša nam dežela, Bog živi v slovenski svet, brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sovražnike z oblako rodu naj našega treši grom, prost, ko je bil očakal, naprej naj bo Slovencov dom. Najzdrovenih roke si izpolne, ki jih še ne živi. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, popred, spet naša bosta last. Bog živi v Slovenke, prelepe, žlahtne rožice, ni take mladenke, ko naše krvi dekle. Naj sinov zarodno iz vas bo strah sovražnika. Na Nemči, zdaj se pije zdravnica vaša, vina šup. Ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup, ker po nas bude vas jo srčno branit klicov čas. Živijo vsi narodi, ki jih nebenelo čaka dan, da kodr sonce hodi, prepili sveta bo pregnan. Verojak, prosno, vsak, ne vrata, vesoso pomeja. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratili, ker v srcu dobro mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. In tule v občini Žirovnica živi veliko dobrih, zaslužnih ljudi. In navada je, da te se nagradi. Gospod župan, prosim. Bera letošnjih nagrad je sledeča. 2 županovi priznani, 3 nagrade ob 20-letnici obstoja samostojne občine Žirovnica, 1 plaketa občine in naziv častni občan občine Žirovnica. Ni da bi odlašali. Županovo priznanje za leto 2018 prejme Tadej Pernuš z Rodin. Tadej Pernuš se je poleg tega, da je dosegel odličen uspeh v vseh 4 letih šolanja na programu medijski tehnik ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, izkazal na več šolskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih iz matematike, slovenščine in drugih področij. Svojo nadarjenost in ustvarjalnost je izkazal tudi na številnih sodelovanjih v šolskih dejavnostih, na predstavitvah in prireditvah, kjer je s petjem in igranjem kitare pokazal tudi svoj glasbeni talent in končno tudi v ustvarjanju promocijskega materiala za šolo, ko je v samostojni produkciji nadzoroval in izpeljal nekajmesečni projekt ustvarjanja promocijskega filma ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica. Svoje šolanje je okronal še enim uspehom. Postal je ne samo zlati maturant, celo diamantni maturant z vsemi točkami na poklicni maturi. In tako se je Tadej zapisal v zgodovino šole in v lep spomin vseh, ki so ga učili. Nagrajeni diamantni občan Žirovnice. Županovo priznanje za leto 2018 prejme Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik. Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik že 20 leto organizira pohod gojencev in uslužbencev zavoda na relaciji Smlednik-Vrba, ki je dolg približno 42 kilometrov. Na poti se jim tradicionalno pridružijo tudi gojenci in zaposleni vzgojnega zavoda Kranj in mnogi drugi.
Ves čas je srce pohodov Jože Rozman, seveda z veliko podporo ravnateljev zavoda, trenutno s podporo dr. Matjaža Hribarja. Vsa ta leta na takšen način obeležijo rojstvo našega največjega pisatelja, pesnika, dr. Franceta Prešerna, katerega rojstni dan, 3. december, je izbrala za svoj praznik tudi občina Žirovnica. Občina letos praznuje 20. obletnico svojega obstoja, kar se upada s številom pohodov vzgojno-izobraževalnega zavoda iz Smlednika. Zavod in njegovi gojenci na ta način že 20 let promovirajo ne samo našega pesnika, ampak tudi občino, saj je dogodek medijsko odmeven s sporočili tako o pohodnikih, kot tudi o Prešernovi rojstni hiši in Žirovnici. Tole pa 42 korakov na oder iz odra, ki pa upam bodo tudi nepozabni za nagrajence. Nagrado občine Žirovnica ob 20-letnici obstoja samostojne občine Žirovnica prejme Alenka Cegnar, sela pri Žirovnici. Predlagatelj, občinski svetniki neodvisne liste za Žirovnico. Takole so zapisali: Alenka Cegnar, doktorica medicine, si je v Žirovnici ustvarila družino in pred 32 leti prevzela delo v splošni ambulanti. Svojo poklicno kariero ni zgolj upravljala poklica zdravnika, ampak je bilo to njeno poslanstvo, napisano z veliko začetnico. Lahko rečemo, da je njen način življenja skrb za zdravje in počutje ljudi, kar je dokazovala prav vsak dan, v času službe ali izven nje. Poleg vodenja ambulante oziroma dela v ordinaciji je upravljala tudi mrliško ogledno službo in dežurala na urgenci. Lahko si samo predstavljamo, koliko težav, bolečin in bolezni je v času svojega službovanja lajšala, odpravila ali kako drugače pomagala vsem, ki so bili pomoči potrebni, in koliko življenj je rešila. Vsak zdravnik je človek, kot vsi ostali, s svojimi zmožnostmi, ki so omejene, svojimi upanji in pričakovanji, svojimi skrbmi in problemi. Če zna o vsem tem, kar pri svojem delu doživlja, tudi ob svojih neuspehih, neprestano reflektirati, se ob tem učiti in vedno česa novega naučiti, bo vedno znova začutil lepoto tega poklica, tudi če je včasih težko. Vse to je bila, je in bo Alenka Cegnar. Pred upokojitvijo je v ordinaciji skrbela za 2500 pacientov. Zaradi njenih izjemnih dosežkov, ki so pripomogli k zdravju občank in občanov, njeni skrbi za soljudi in s tem posredno tudi k razvoju občine Žirovnica, njenemu ugledu in razvoju si več kot zasluži nagrado občine Žirovnica ob 20-letnici obstoja samostojne občine Žirovnica. Alenka Cegnar. Ja, doktorica Alenka, mislim, da je redko kdo zdaj tamle med obiskovalci, ki nima kartoteke pri vas. Ampak se mi pa zdi, da takle dogodek tudi zdravnici utegne povišati utrip, povečati. Lahko samo pokimate, ja, da vas ne mučimo naprej. Nagrado občine Žirovnica ob 20-letnici obstoja samostojne občine Žirovnica prejme Božidar Janežič za Breznice. Predlagatelji, občinski svetniki neodvisne liste za Žirovnico. Božidar je bil aktiven v DPD Svoboda, v kulturnem društvu dr. France Prešeren, Žirovnica Breznica, v gledališki skupini Julke Dovžan, kjer je igral v igrah Veriga, Matija Čop, Martinovanje in Gospod Hudovodnik. V zadnjih 20 letih je bil zelo aktiven v društvenem delovanju. Kot član upravnega odbora smučarsko-skakalnega kluba Stol je sodeloval pri pričetku obnove skakalnic in pri urejanju okolice. V
UPGD Zabreznica je v upravnem odboru imel funkcijo tajnika, ki jo je opravljal zelo vestno in kot se za gasilca spodobi, zelo požrtvovalno. V vaškem odboru Zabreznica je bil eden ključnih pomočnikov hudo obolelemu sovaščanu ob škodi, ki jo je povzročil veter na ostrešju njegove hiše. V okviru Zveze borcev je zadnjih 10 let skrbel za ohranjanje zgodovinske dediščine II. Svetovne vojne na območju občine Žirovnica. Bil je tudi pobudnik za obnovo Titove vasi ter njeno vzdrževanje. Je eden izmed tistih, ki organizira spominski dan občine Žirovnica in komemoracijo pri spomeniku padlim borcem ob dnevu mrtvih na Brezniškem pokopališču. Božidar Janežič zasluži omenjeno priznanje, ker je dober zgled vsem rodovom. Svojim prostovoljnim delom v prostem času pripomore k razumevanju zgodovinskih dejstev in s tem posredno tudi k razvoju občine Žirovnica in njenemu ugledu. Zato si zasluži nagrado občine Žirovnica ob 20. obletnici. Božidar Janežič. Ja, naj pripomnim, da je Božidar en tak božji dar za občino Žirovnica. Sicer bo pa vsaka naslednja občinska proslava zanj spominski dan na tale prejem. Nagrado občine Žirovnica ob 20-letnici obstoja samostojne občine Žirovnica prejme Anton Koselj iz Žirovnice. Predlagatelji Socialni demokrati, občinski odbor Žirovnica. Povem, da namesto Antona Koselja priznanje prejema njegov brat Jani Koselj. Anton je tako aktiven, da še po nagrado ne more, ker je v tujini in nas od tam lepo pozdravlja in se iskreno zahvaljuje predlagateljem, občinskemu svetu in županu. Pa vendar nekaj besed o nagrajencu. Anton Koselj je bil vsa ta leta aktiven na športnem področju, kjer je bil od leta 1982 do 1986 tudi predsednik TVD Partizana Žirovnica. Vse od leta 1982 je stalni član upravnega odbora društva in je bil najbolj zaslužen za celovito obnovo doma TVD Partizan. Od leta 2015 naprej je vodja rekreacijskega parka Završnica, ki ga upravlja po pogodbi z Zavodom za turizem in kulturo Žirovnica. V društvo TVD Partizan Žirovnica je vložil veliko znanja, prostega časa in truda v njegov razvoj. Sredstva, ki jih zagotavlja občina, so bila zelo racionalno porabljena. Poleg društvenega in družbenega udejstvovanja je uspešen tudi na gospodarskem področju. In sicer je v hidroelektrarni Moste zaposlen od leta 1978, od leta 1987 do 1998 kot vodja vzdrževanja in od leta 1998 kot vodja hidroelektrarne Moste. Ne samo, da je izpeljal celo vrsto projektov modernizacije in optimizacije dela in proizvodnje v hidroelektrarni Moste, ampak je poskrbel tudi za to, da je prisotnost tako pomembne panoge, kot je proizvodnja električne energije, koristna tudi v kraju, za ljudi, za društva in ne nazadnje za delovna mesta domačinov. Njegov moto je z aktivnim pristopom ohranjati in izboljševati pogoje za pridobivanje električne energije na lokaciji hidroelektrarne Moste in Završnica, skrb za čim boljše pogoje dela in sodelovanje z lokalno skupnostjo. Torej, nagrado v imenu Antona Koselja prevzema njegov brat. Posredujte mu tudi naše čestitke in aplavze. Očitno Anton Koselj pozna skrivnost proizvajanja energije tudi za svoje lastno funkcioniranje. Trenutno jo proizvaja celo za izvoz v tujino, kot smo slišali, bomo vprašali za recept in vzorec. Hvala lepa in iskrene čestitke. Podeljujemo plaketo občine Žirovnica za leto 2018. Brez besed, ena fotografija. Torej nagrajencev ob 20-letnici občine. In zdaj smo pri plaketi občine Žirovnica.
Prejme jo Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Dnevni center Čopova hiša, predlagatelj Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Center šolskih in obšolskih dejavnosti ima že od leta 2005 Dnevni center v Čopovi hiši v Žirovnici. Dnevni center Čopova hiša, ki ga vodi Urška Kavalar Pobegajlo, izvaja vzgojno-izobraževalna programa po poti kulturne dediščine Žirovnica in po Prešernovih stopinjah. V omenjena programa so vključeni vodeni ogledi muzejskih hiš in čebeljaka Antona Janše. Programa sta skladna z učnimi načrti in z nekaterimi prilagoditvami namenjena vsem osnovnošolcem in dijakom. Zajemata teme z področja slavistike, etnologije, zgodovine, geografije, umetnostne zgodovine in arheologije. V dnevnem centru s skrbnostjo in odgovornostjo prenašajo znanje na mlajše rodove in hkrati promovirajo našo izjemno kulturno dediščino po vsej Sloveniji. Dnevni center Čopova hiša z obema programoma skrbi za popularizacijo naše izjemne kulturne dediščine, spodbuja k njenemu raziskovanju in pomaga pri njenem nadaljnjem razvoju in prepoznavnosti, hkrati pa sooblikuje in gradi povezanost z našo kulturno identiteto. Oba vzgojno-izobraževalna programa, zasnovana sta bila leta 1998, sta v muzejske hiše na poti kulturne dediščine Žirovnica pripeljala več kot 80.000 osnovnošolcev, dijakov in učiteljev. Zato smo prepričani, da si je z dolgoletnim delovanjem v našem prostoru zagotovo zasluži plaketo občine Žirovnica, prav Dnevni center Čopova hiša, so zapisali predlagatelji. Naziv častni občan občine Žirovnica za leto 2018 prejme Boštjan Noč, sela pri Žirovnici. Predlagatelj Čebelarsko društvo Antona Janše, Breznica. Slovenska zemlja pod stolom je zgodovinsko zaznamovana s čebelarstvom. Glas, znanje in inovativnost je od tod odnesel širni svet Anton Janša. Predvsem zaradi naprednih idej mu je bila dana možnost poučevanja čebelarjenja v svetovnem merilu. Veseli smo, da se v našem okolju tradicija čebelarstva nadaljuje. Čebele so bile Boštjanu Noču položene v zibavko. Ožja družinska podpora in pa znanje strica Stanka Noča so obrodile sadove čezmejnih razsežnosti. Čebelarstvo za Boštjana Noča ni le dragocena, tradicionalna slovenska kmetijska panoga. Zanj je to način združevanja dela, znanja, družbene odgovornosti, inovativnosti in skrbi za okolje. Kot čebelar je Boštjan Noč postal predsednik domačega društva, nadaljeval pot kot predsednik Čebelarske zveze Gorenjske in naprej kot predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Kot nosilec funkcij je dal mnogo pobud, kot so tradicionalni slovenski zajtrk, medeni zajtrk Evropske unije, dan slovenske hrane. Njegova pobuda pa je tudi, naj Združeni narodi razglasijo 20. maj, rojstni dan Antona Janše, za svetovni dan čebel. Odlika Boštjana Noča je predvsem v tem, da dane pobude izpelje do konca. Tako smo letos praznovali prvi svetovni dan čebel na Breznici. Kraj praznovanja ni bil samo umevno določen, vendar odločna in neomajna drža našega občana je premagala vse druge smernice. Upamo, da neustavljiva moč idej in posledično uresničitev le-teh še dolgo pri Boštjanu Noču ne bo usahnila. Kajti gre za pomembne vezi bogate čebelarske tradicije kraja, sedanjostjo in hkrati inovativnosti za prihodnost. Če bi želeli našteti vse projekte in vsa priznanja, ki jih je Boštjan Noč izvedel ali prejel za svoje delo in delo Čebelarske zveze Slovenije, bi morali organizirati pač svojo samostojno prireditev. Zato nam je vsem skupaj v Žirovnici v čast in ponos, da bo ime Boštjana Noča zavedno zapisano v zgodovino Slovenije in občine Žirovnica. Naj medi!
20. maj, 20-letnica občine Žirovnica. Vse 20-tice kaže, da so se strnile v leto 2018 in vse ima nadaljevanje tudi v prihodnih letih. Naša prireditev pa ima nadaljevanje v besedah častnega občana, ki bo spregovoril tudi v imenu ostalih nagrajencev, prosim. Spoštovane občanke, občani, spoštovani župan, spoštovani ostali nagrajenci, predvsem pa na začetku iskrena hvala predlagateljem in pa občinskemu svetu za to častno priznanje, odlikovanje, na katerega sem ponosen. Moram pa reči, da zavedno in vedno sem Žirovničan in verjemite, ko smo začeli projekt Svetovni dan čebel, naša država ni najbolj verjela v sam projekt. Ko smo jih pripričali, da Svetovni dan čebel je realnost, pa ni verjela v 20. maj. Moja trdna volja je bila od vsega začetka ta, da če gremo do Združenih narodov, potem gremo jasno z 20. majem na rojstvo Antona Janše, Slovenca, Brezničana, Žirovničana. Jaz sem vesel, da nam je to vsem skupaj uspelo. Verjemite, ni bilo lepšega kot v organizaciji Združenih narodov, v dvorani, kjer je bilo 192 držav, ko so vsi enotno, brez izjeme potrdili Svetovni dan čebel in ko predsedujoči pribere 20. maj, rojstni dan Antona Janše, iz Breznice na Gorenjskem, Žirovnica, Slovenija. Mislim, da zame kot občana Žirovnice je bilo to najlepši trenutek, ker sem ga lahko v čebelarstvu doživel. Jaz verjamem, da del tega smo prinesli tudi v Žirovnico na največji in najlepši čebelarski dogodek, ki se je kdajkoli zgodil, ne samo v Sloveniji, ne samo v Žirovnici, ampak tudi na svetu. To nam priznavajo vsi in jaz verjamem, da tega dogodka, ki je bil na Breznici, ne bomo in ne bodo mogli preseči še mnogo večje občine, celo bi rekel mnogo večje države. Ampak najbolj pomembno je pa, da sam Svetovni dan čebel ne bo samo Svetovni dan čebel in zgodovina. Spoštovani župan, spoštovani občani, občanke, lahko vam z veseljem sporočam, da na mojo pobudo je Vlada Republike Slovenije že imenovala skupino in v kratkem se začne državni vladni projekt strategije praznovanja in vsega dogajanja okrog Svetovnega dneva čebel za naslednji 4 leta. Tako da to postaja vladni projekt in to je še ena stvar, ki je tista, da bo naš Anton Janša, naša Žirovnica, naša Slovenija, naša kranjska čebela zavedno zapisana v svetu. Še enkrat vsem skupaj hvala lepa, občanom in občankam pa naj decembra čim bolj medi. Torej še enkrat vsem nagrajenkam, nagrajencem iskrene čestitke. Sledi skupno darilo z zvenečim in pomenljivim naslovom in besedilom Moj rodni kraj, moj rodni dom. Tam, kjer mi zipka tekla je, oj tam bom srečen le. Vsem znano besedilo, ki si ga bomo ob mislih popevali ob inštrumentalni izvedbi, je napisal Fran Milčinski Ježek. Glasbo brata Avsenik. Izvajal pa bo simfonični orkester, ki ima zipko v glasbeni šoli Jesenice. Orkester vseh generacij, od učencev, mamič, hčera do profesorjev, vsebuje pa tudi naslednji sekstet kašarjev. Matej Zupančič, Tina Kramar, Eva Kramar, Leja Lužnik, Bronja Legat in Anita Gnamuš. Orkester vodi Natalija Šimunovič.
O vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta. Da ukaže me iz tvojega sveta speljala, da bi bila golfiva kača, ne vedel bi, kako se strup prevrača, vse, kar srce si sladkega obeta. In ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bi viharjev notranjih igrača. Zvesto srce in delovno ročico, za dotvo, ki jo nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljene device. In mirno plavala bi moja barka. Pred ognjem dom, pred točno mišenico, bi bližnji sosed varoval, svet Marka.
Slep je, kdor se s petjem ukvarja. Hranjec moj most ne kaže. Sreča pevcu vedno laže. On živi, umre brez znanja. Le začniva pri Homerju. Prosil ureva dni je stari. Mraz slovidja v pontu dare. Drugih pevcev zgodbe beri. Nas pričuje Alighieri, kako sreča pevcev darja. Nas pričuje, da pisarja Luzijale Don Quixota, kakošna pa nasa pota. Slep je, kdor se s petjem ukvarja. Kaj Petrarko, kaj nam tasov, treba pevcev je prijetnih, slišim od butic neokretnih prašev, zdanih prednih časov. Kaj nam mar prijetnih glasov, pesniki bojo Matjaže, boje krog hrvaške straže, mar kar pevec pevi lirije, mar čebelce roji štirje. Hranjec moj mosle kaže. Lani je slepar Darino še prodajal, nosil škatle, meril platno, trak na vatle. Letos kupi si grešino. Gre pevec daljno kino, še naprej se pot mu kaže. Naj si stinto prste maže, naj ljubezni si obeta vnetvi lepega dekleta. Sreča pevcu vedno laže. Vendar peti on ne jenja. Grabite denarje v kup gotove, kupovajte si gradove, v njih živite brez trpljenja. Kodr se nebo razpenja, grad je pevca brez vratarja. V njem zlatnina, čista zarja, srebrnina, rosa trave. S tem posestvom brez težave on živi, umrje brez denarja. Vendar peti on ne jenja. Na tole istočnico vabim na oder Združena pevska zbora domače osnovne šole. Otroški pevski zbor Čebelice in mladinski pevski zbor Kantare ob spremljavi godalnega kvarteta glasbene šole Jesenice pod vodstvom Natalije Šimunović. Zbor vabim k izvedbi dveh skladb. To bosta Venček slovenskih ljudskih in Kobevsa ljudstva na svetu. V slednji bo solo zapela Tija Novak, solistka na violončelu pa bo Ana Zupan, pri klavirju Metka Gregorič. In vendar peti on začenja. Združeni pevski zbor osnovne šole Žirovnica pod vodstvom Slavica Magdič. Oh,
pevskemu zboru, otroškemu in mladinskemu domače osnovne šole, pogledali filmček Zelena energija. Ja, ne vem, kakšne barve je njuna energija, zdi se, da takšne, kot je razpoloženje med občinstvom. Torej ne bo problem, v tej dvorani je že 3 večere nepopisno dobra energija. V to dvorano je ujeta vsa pozitivna energija, ki jo premorejo vasi pod stolom, v tej zeleni, sončni občini. Torej pripravljena, da jo spremeta legenda slovenske glasbe Oto Pestner in Omar Naber. Zlahka bi jo z eno besedo označili, poimenovali, z eno oznako, bom rekla, O2. Če zapis obrnemo, pa dobimo 2:0. 20-letnica občine Žirovnica. Dobrodošla, torej Oto Omar, 20-letnica samostojne občine je v vajinih rokah od tega trenutka dalje in v prstih odličnega pianista Dejana Horvata. Izvolite, preostanek večera je vaš. Halo, se slišimo? Evo, najlepša hvala za povabilo. Halo. Evo nas. Ni ugasni mobitel, prosim te, no? Halo, zdaj bomo igrali. Ja, adijo, ja. A je bilo lani? Ne, ti si bil. A jaz sem bil, pardon. Evo. Dober večer, dame in gospodje. S tem testom, ki smo se tudi malo pohitali zdraven, sva vas z Omarjem želela prav prisrčno pozdraviti in čestitati ob prazniku občine in v upanju, da vam bo ta najkrajši koncert všeč skupaj z našim Denisom. Hvala lepa. Malen lep in krasen dan, kot ti sam, tak ne seži v spomin. Ne bo neznanega sveta, kot je ta, v katerem je živim. Neskončno bavim svoj objem, da ne vem, če še sanjam in še spim, ker bistvo mojega sveta ne poznam, vse resnice in solza. Pa ko moral bom nazaj, za mene vedno bo maj. Ne bi spomnil, bi popel, skrivnosti krasen dan, kot je san, tak ne stežim v spomin. Ne bo neznanega sveta, kot je ta, v katerem je živim.
resnica tam, kjer ni, kjer nikoli je ne bo. Zdaj vem, da res ne rabim več kot le to, da mi vina bo lepo. Pa ko moral bom nazaj, za mene vedno bo maj. Le blic spomnim mi bo odpel skrivnostni refren. Pred mano leti krasen dan, kot ti sam, tak me seže ko spomin. Ne bo neznanega sveta, kot je ta, v katerem je živim. Neznanega sveta, kot je ta, v katerem je živim. Pa ko moral bom nazaj, za mene vedno maj. Ne spomin mi bo odpel skrivnostni refren. Malo leti krasen dan, kot je san, tak me seže mi spomin. Ne bo neznanega sveta, kot je ta. Znala si dati mi srce in kri, kakor znale mati. Nesla si breme mnogih žalosti, šele zdaj to vem. Prvih mojih uspehov vesela si bolj kot jaz. In zrenkovo mi praviš, da bliža se slovesa čas. Rad bi ti rekel, da bom tu ostal, ob ognjišču tvojem. Strah me je, vem, ko bom od niza ostal. Zajokala boš v ognju druge ljubezni. Tvoj otrok postaja mož. Zadnjikrat vzemi me v naročje, mati bodiva prijatelja. Rad bi ti rekel, da bom tu ostal, ob ognjišču tvojem. Strah me je, vem, ko bom od niza ostal. Zajokala boš v ognju druge ljubezni. Tvoj otrok postaja mož. Zadnjikrat vzemi me v naročje, mati bodiva prijatelja.
hvala, spoštovana publika, ampak nekaj mi gre po glavi, mi bi morala eno tako stvar zdaj zapeti, da naj enkrat tudi skupaj slišijo. Jaz sem se spomnil na en dvojček. Aha. Kaj meniš o tem? Jaz sem absolutno za, sicer ni bil poklana, ampak lahko rečem samo to. Tale gospod na moji desni je poln presenečen kljub 50-letni karieri. Evo, gremo. Aha, pa dajmo. Zdaj bom pa zagral, no? To je bila v bistvu evrovizijska predstavnica, ampak ne lansko leto, ampak 12 let nazaj, 13 let nazaj. Upam, da se še spomnite. Na prašen zid naslovim se z vso močjo, upiram se, potrkam in upam, da sploh ne slišiš me. A vrata odpreš, ko da ti vseeno je.
zakaj se oba pretvarjava, z njegovim poljubom si ti podpisana. Daj zveži mi roke, da se utopim v tvojem naročju lažih iz krvavi. Saj reci mi stop, ko oči gledam te, saj nocoj. Daj zveži mi roke, da se utopim v tvojem naročju lažih iz krvavi. Saj reci mi stop, ko oči gledam te, saj nocoj. Brani me, že dolgo skrivaš mi s poljubine dlani in težkega srca dvomiš na ljubva. Pod prahom rešim me, pod plašti zrušil se, da ne spotaknem vse obupanje. Daj zveži mi roke, da se utopim v tvojem naročju lažih iz krvavi. Saj reci mi stop, ko oči gledam te, saj nocoj. Brani me, brani me, brani me. La la la, la la, la la la, la la, la la. Hvala lepa. Zdaj se bomo pa premaknili veliko let nazaj, tako nazaj, da se bom jaz moral spomniti, kako je bilo še v osnovni šoli, moji namreč. Danes smo pač na eni od osnovnih šol, na eni najlepših in seveda bravo, to je aplavz. Tukaj prisotni. No, na tisti moji osnovni šoli, ki je bila pa v Celju, še vedno stoji. Sem pa pač v enem razredu med glasbenim poukom nekaj začel kracati po svojemu notnemu zvezku. Ena melodija mi je prišla na tako dvoglasna, ko sem si jo namreč tudi zastavil. To sem hitro napisal in spravil in potem je ta zvezek počival kar nekaj let v predalu, dokler se nisem začel resneje ukvarjati z glasbo in sem že spoznal leta 1971 tudi Jožeta Pljuška, ki je vodil Big Band, takrat televizije in radia Ljubljana, in gospo, ki je pisala čudovite tekste, Elza Budal. Ko sta ta dva dobila tole mojo temo v roke, je iz tega nastala kar dobro poznana Vse je lepše, ker te ljubim. Vse je lepše, ker te ljubim. Vse drugače je kot prej. Ure s tabo so minute, vse je kakor sladek sen. Svet je lepši, ker me ljubiš. Sam postal sem boljši fant. Sem bi rad dal košček sreče zame, jo je preveč. Vse je lepše, ker te ljubim. Vidim skrito cvetje trav.
Denis, ampak jaz mislim, da smo zdaj padli v en tak že kar dobro prijeten čas adventa in ne vem, mogoče bom spet presenetil, ampak kaj meni to, kakšni božični? Jaz mislim, da je dobro publiko vprašati, da ste za. Mislili smo dobro, ste za? Tako, lepo. Potem pa tole prvo boste takoj spoznali, da o drugi sploh ne govorim. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. Now you take it, man, all right? Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Mensen van een gewoon dan. And the teardrops glisten and bright, and may all your Christmases be white. That's right. Just like the ones I used to know, where the treetops really glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. All together, come on. 1, 2, 3, let's go. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright. And may all your Christmases be Naslednja je pa tudi taka, da bi lahko tudi otroci pomagali. Imamo še ti otrok tukaj danes v dvorani? Malo slabo vidim, ker je tema. Na levo. Otroci, zdaj bomo pa rabili vašo pomoč, le boste sigurno znali. Namreč pesem gre takole, F, dur, prosim, F, ja. Pa tunča, veš, to. Jingle bells, spet so prazniki, v srcih mi, na licih smeh za vse dobre ljudi. Oh, jingle bells, hitro glasani, tiho noč, najnižji glas, tam peručkov zazveni. Že pod kopniki se vrnisniki skrili, ko nas božično noč odpeljejo sami. Pravučki pojejo naprobno pesmico in zlate iskre se v očeh otroškim šipkajo. Pojmo si, hej! Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bell, all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh.
o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song to hop! So, 1, 2, and 2, 3, usi! Jingle bell, spits of prazniki. Srci fina, si sting za srodne ljudi. Hey, jingle bells, vito nas sani. Ko noč da lišni glas nam navučkov zazveni. Omen, še zmeraj pa presenečen, to je občudovanje vredno. Jaz mislim, da bi se marsikdo ne dobičal, ampak jaz tega človeka tukaj zelo občudujem in mi je vzor zaradi tega po 50 letih se še ni ne dobičal. En aplauz za gospoda Opa Pesnega, lepo prosim. Res, Tina, hvala vsem. Ampak mislim, da bo zdaj Omar spet užgal eno teh svojih pravih fest komadov in sicer bo to Nekaj, česar se še nisem naučil. Ni mi žal, zdaj vem, da ni mi žal, da šla si pustila, da sem samo stal. Vse sem dal, vse sem tebi dal, bilo ni dovolj, da sem lepiti znal. Je, da sem lepiti znal. Oni liži, vse sva imela, zdaj prepozno je. Veš, da prepozno je. A čutim, da prihaja noč, ko znova bo želela proč. Sploh čeprav sem sam, lahko že vedno dam. Vse, kar si želiš, a si ne dovoliš. S tebi le predam, vse je zamašno, si na drugo stran. Svojo senco loviš, v noči sama letiš. Vem, da prav tako kot jaz, v solzah zaspiš. Vidim te, včasih vidiš me, zabito tišino, ko sprehajaš se. Vidim te, vidim, da žal ti je, po strani pogledaš, a prepozno je. Vem, da ne ljubiš me, če bi smel. Rad bi razumel in končno dojel, zakaj sem tebi pil, zakaj sem tebi pil. Oh yeah, čakam, da prihaja noč, znova bo želela proč. Čeprav sem sam, lahko že vedno dam. Vse, kar si želiš, a si ne doliš. S tebi le predam, vse je zamašno, si na drugo stran. Pomagaj drima. Svojo senco loviš, v noči sama letiš. Vem, da prav tako kot jaz, v solzah zaspiš. Svojo senco loviš, v noči sama letiš. Vem, da prav tako kot jaz, v solzah zaspiš. Evo, še enkrat najlepša hvala za povabilo, v čast in veselje nam je bilo. En aplauz za vas, lepo prosim. Pa še zadnjič pomagajte. Svojo senco loviš, v noči sama letiš. Vem, da prav tako kot jaz, v solzah zaspiš. Še bolj glas, ajde. Svojo v noči vem, da v solzah zaspiš. Ajde, še zadnjič, bolj glas, da slišam. Svojo v noči vem, da v solzah zaspiš. Svojo senco loviš, v noči sama letiš. Vem, da prav tako kot jaz, v solzah zaspiš.
seveda tudi vam za pomoč. Sedaj nas bomo prepustili še drugim večernim opravilom, ki so lahko seveda zelo različna. Najno je to, da se od vas prijazno posloviva in dava še zadnjo skladbo, kajti potem, po teh dogodivščin za nocoj konec, napravili ste čudovito predstavo, vse čestitke, še enkrat hvala za povabilo, lepe praznike, vse, kateri še sledijo. Že dneve in tedne in leta stojim na postaji in čakam kot toliko drugih na vlak, ki prihaja. Oko je pripeto na okna, na vrata vagona. In že spet se zavem, da sanjam že 30 let. To je bilo dekle črnih las in begalih oči. To je bilo dekle, da bi zanj pozabil vse noči. Bila je z menoj, bila sva oba prijatelja tedaj. Zdaj le spomin na njene oči še živi. Zdaj le spomin na njene oči še živi. Hej, pa in na konec. Srečno, radi se imejte. Hvala za vse. Hvala, O2. Če tole ni bilo daljnovidno, napoved 30-letnice. 30 let. Dobimo se spet na slovesnosti ob 30-letnici občine Žirovnica, no mes pa še 9-krat seveda. Narečem hvala vsem, ki ste nas poslušali, vsem, ki ste sodelovali in zakaj ne bi imel zadnjo besedo kar župan. Povabilom, hvala nastopajočim, bom rekla, orkestru, simfoničnemu orkestru glasbene šole, v katero sodi seveda tudi občina Žirovnica, pa Združenemu pevskemu zboru, pa dramskemu igralcu Pavletu Ravnohribu, pa seveda našim gostom. Ja, Branko, če uporabljam zdaj besede Omarja Nabarja, polno si presenečen, sploh nisem vedel zdaj, kaj želiš od mene. Skratka, jaz bi prosil predstavnice nastopajočih, zborovodkinjo, vodjo orkestra in Branko, ki je tukaj le, če se mi malo pridružil. Polen je presenečen.
Pa Branka, da nama na koncu pozabila. Zdaj, če si mi že dala besedo, bom to izkoristil jaz. Spoštovani in spoštovani, ne odhajajte še domov. Prihaja veseli december, potrudili smo se, da smo skuhali nekaj dobrega, pripravili kakšno dobro ohlajeno kapljico in vas po prireditvi seveda toplo vabim v imenu občine, da se nam pridružite v jedilnici osnovne šole, kjer bo danes, ravnateljica, oprostite, se zgodil greh, kajti točil se bo alkohol in seveda dobra hrana. Tako da ne odhajajte še, pridružite se nam, poklepetajmo, poveselimo se in strnimo malo te vtise. Zdaj pa moram dati mikrofon stran in bi prosil, če se mi lahko pridružite. Jaz bi se vam rad zahvalil za vaš prispevek, za vaš program, a to, kar bom pa vam povedal, bom pa brez mikrofona. To je bilo v slogu, to pa še ni vse. Vedno pa tokrat ne bomo pozabili najožje sodelavke Helena, še tebi eno rožo za vse, kar si pripravila in pomagala. Hvala. Lep večer še naprej. Nadaljevanje, kot ste slišali, v jedilnici Prav za vse in pa prihodnje leto na 21. obletnici občine Žirovnica. Srečno!